Ja, dejansko, kot smo napovedovali že med covidom, število novih bolnikov z rakom je manjše, kot bi pričakovali glede na trende prej. Vemo, da rak je ena tistih bolezni, ki nam vsako leto število bolnikov naraste približno za 2 %, no v času covida pa je ta številka padla, in sicer imamo 11 % manj rakavih bolnikov v letu 2020, kot smo jih pričakovali, da jih bo. To v absolutnih številkah pomeni to 1800 in še nekaj manj bolnikov, kot bi jih dejansko v populaciji pričakovali. Največji manko je v starostnih skupinah starih med 50 in 60 let. Vidimo, da nam najbolj manjkajo tisti bolniki, ki smo jih do sedaj odkrivali v omejeni, v zgodnji obliki bolezni. Precejšnje razlike so tudi po vrstah raka, tako da imamo največji manko pri nemelanomskem kožnem raku, teh nam manjka kar 23 odstotkov. Potem pa zaznavamo še velik manko pri raku prostate, 16 % manj bolnikov, sledijo rak dojke, pljučni rak in pa tudi pri krvnih rakih imamo manjše številke. Približno 10% je manko pri teh lokacijah, kjer pri vsaki posebej pomeni skoraj 100 bolnikov na letni ravni smo diagnosticirali manj. Te številke ne samo, da so bile pričakovane zaradi našega spremljanja tekom epidemije, so tudi primerljive v bistvu z ostalimi državami. Na Švedskem, na Škotskem, v Angliji, ZDA, Kanadi so že objavili te primerjave in dejansko so naše številke podobne kot pri njih, te primanjkljaji so podobni. Z izjemo v bistvu kožnega melanoma in pa raka na debelem črevesu in danki, kjer so tudi v tujini poročali primanjkljaje, pri nas pa zanimivo so številke takšne, kot smo jih pričakovali, se pravi pri teh dveh lokacijah pa primanjkljaja nimamo. Zdaj, kaj pomeni to za naprej? Ne moramo nekako razmišljati v smer, da teh bolnikov ni, da se je breme raka zmanjšalo. Ti bolniki nekje v populaciji so, pričakujemo, da bodo prišli v zdravstveni sistem, žal skoraj gotovo s težjo boleznijo, v višjih stadijih, kar seveda za njih pomeni težje, bolj naporno zdravljenje, slabšo kvaliteto življenja ob zdravljenju in v končni fazi najverjetneje tudi slabša preživetja. Te dolgoročne posledice bomo v registru raka spremljali tudi naprej in jih seveda sproti poročali.